Hvala za povabilo. Predstavila bom projekt Talking Hands, govoreče roke. In to je, pravzaprav pripravljamo odprto spletno platformo za učenje znakovnega jezika. Evropski projekt Erasmus plus, v katerem sodeluje 7 partnerjev. Iz Italije prihaja Evropski inštitut za raziskave in usposabljanje ter poklicno orientacijo za invalide in druge ranljive skupine. Drugi partner je socialno podjetje Prizm, prav tako iz Italije. Potem iz Grčije prihaja Oecon Group, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut, od koder sem jaz, je prav tako partner. Peti partner je Foundation of Polish Sign Language in šesti partner Croatian Association of Deaf Blind Persons, se opravičujem, ker imam v angleščini napisane njihova imena, in sedmi partner Sensus Region Stockholm Gotland. Iz partnerstva lahko razberete, da imamo 2 partnerstva, ki sta posebej usposobljena za delo z gluhimi in naglušnimi osebami. Ostali partnerji, imamo tudi zunanje sodelavce, URI Soča sodeluje z Društvom gluhih in naglušnih Podravje, na primer. Cilj projekta je, v tem projektu je malo drugače kot v ostalih evropskih projektih za ranljive skupine, kjer smo mi skušali usposobiti ranljive skupine in invalide, recimo konkretno v našem primeru URI Soča se več ukvarja z invalidi, no, v tem primeru imamo gluhe in naglušne, in v tem primeru ne usposabljamo ciljno skupino ranljivih, ampak njihove sorodnike, prijatelje, sodelavce, ki bi se želeli naučiti osnov znakovnega jezika. Zato ravno pripravljamo to spletno platformo, kjer bomo prikazali dialoge v znakovnem jeziku s temami vsakdanje komunikacije. Da smo mi naredili izbor teh tem, smo vsi partnerji imeli delavnice, kjer smo naredili analizo, zbrali podatke na podlagi vprašalnikov in naredili analizo in na podlagi teh podatkov določili module oziroma učne ure. Torej, ja, v okviru projekta imamo pa naslednje delovne pakete. Torej, vodenje, razvoj lekcij, v okviru razvoja lekcij so začetne delavnice, razvoj metodoloških navodil, organizacija in snemanja lekcij. Vse lekcije bodo posnete v vseh jezikih partnerjev in tudi v angleščini. Potem pa gre za izdelavo spletne platforme, razvoj platforme, tehnično testiranje in testiranje vsebine in na koncu razširjanje. Kot sem že na začetku rekla, smo imeli kot prvo stopnjo za razvoj lekcij začetne delavnice. In sicer vsak partner je imel te delavnice in izbrali smo 7 tem, ki smo jih podrobno opisali v metodološkem priročniku. Prav tako smo pripravili tudi smernice za pripravo in snemanja videa v znakovnih jezikih. Imamo tudi pravilo, da bi naj vsaka lekcija trajala 60 minut. To pomeni vključno z slovnico, vključno z videi in vključno s testiranji in vajami na koncu. V začetnih delavnicah imam tudi nekaj, ampak začetno delavnico je URI Soča organiziral v okviru Društva gluhih in naglušnih Podravja. Vodil jo je doktor Matjaž Debevc in predlogi slovenskih udeležencev. Slovenski udeleženci predlagajo, da bi v teme zajeli vprašanje, enostavno komunikacijo, na primer, da bi znali vprašati, koliko je ura, če kaj potrebuješ, vprašaš za pot.
kako se počutiš. Potem so predlagali, da bi vključili tudi izraze s področja medicine, tudi izraze s področja religije, računalništva, matematike, fizike, kemije in komunikacijo v čustvenem svetu, da bi znal povedati, kako se počutiš, kaj te boli, vedenju in reševanju določenih problemov. Prav tako so izrazili željo, da bi imeli na primer vključen dialog, kako se posvetuješ z zdravnikom. Potem smo zbrali podatke vseh teh delavnic, vseh partnerjev in smo tudi ovrednotili oziroma ocenili število odgovorov, število predlaganih tem in iz tega smo izluščili 7 učnih lekcij. Prva lekcija se imenuje Spoznajmo se in vključuje pozdravljanje, predstavitev, breme, delo. To je glasovalo 17,4 udeležencev. Druga lekcija je prosti čas. To so hobiji, šport, kultura. Glasovalo je 15,1% udeležencev. Tretja lekcija je zdravstvena lega, čustveno občutje in medicinski izrazi, 14%. Četrta lekcija je življenje doma, seznam živil, kako se znajdeš v kuhinji, kopalnici, 7%. Peta je abeceda in številke, 7,1%. Šesta, družina in prijatelji, komunikacija na tem področju. Sedma, kako se približati gluhim, 5,8%. Sedaj pa bi vam še malo razložila, kako bomo mi, kaj vse bomo vključili v lekcijo in kako bo potekal razvoj teh lekcij. Torej, vsaka lekcija bo vključevala besedišče, slovnico, video lekcijo in testiranje oziroma preverjanje znanja. Besedišče bodo tvorili kratki video posnetki z besedami, razvrščenimi po pomenskih področjih, ki sledijo jezikoslovni pragmatiki kulture gluhih in pravilnemu pristopu v socialni komunikaciji. Slovnica bo pisna teoretična lekcija, ki prikazuje slovnične strukture, ki bodo predstavljene v video lekciji. Torej, tam bomo napisali seznam vseh vključenih besed, ki bodo tudi predstavljeni v znakovnem jeziku. Video lekcija bo praktična in v tematiki in slovnici video dialog s poudarkom na vsebini besedišča in slovnice. Testiranje bomo izvedli z dialogi. Eden bo za razumevanje, eden bo za izvedbo. Imeli bomo 2 vrsti testiranja. V prvem primeru bomo učencu pokazali video v znakovnem jeziku in učenec oziroma udeleženec usposabljanja bo moral ugotoviti, kaj ta video pomeni, in bo imel pisne odgovore, izbirne odgovore in bo moral izbrati en odgovor. V drugem primeru bo moral učenec v znakovnem jeziku odgovoriti na zastavljeno pisno vprašanje. Potem na koncu, ko bo on že odgovoril, bo se primerjal ta njegov odgovor v znakovnem jeziku z video posnetkom na koncu. S tem projektom smo želeli zmanjšati vrzeli v komunikaciji z gluhimi in naglušnimi osebami, z njihovimi najbližjimi. In spletna učna platforma bo omogočala torej te kratke osnovne dialoge v znakovnem jeziku, torej učenje v znakovnem jeziku, tistim, ki imajo kakršnokoli povezavo z gluhimi in naglušnimi in imajo seveda to interes, ker tako kot v evropskih projektih bo ta platforma čisto odprta, vsak bo jo lahko preizkusil oziroma
si preveril svoje znanje oziroma se naučil določene elemente znakovnega jezika. Toliko bi jaz imela glede tega projekta. Če še ima kdo kakšno vprašanje, sem vam na razpolago.